Pozdravljeni v novem Q&A-ju. To pod odgovor na vprašanje gledalca. Vprašanje je sledeče. Lepo pozdravljeni. Moja težava je povezana z izpuščaji na dlaneh. Že nekaj let se mi pojavljajo v valovih srbeči izpuščaji po dlaneh, sedaj pa so v zadnjih 2 letih prisotni le na desni dlani. Tako da se je dlan tudi oluščila in seveda postala zelo moteča in tudi nič lepa na pogled. Intolerančni testi so pokazali občutljivost na kokošje jajca in kazein, vendar mi mleko ni povzročilo težav, kot so jih res jajca. Izogib le-tem je pripomogel k boljšemu stanju dlani, vendar od poletja do sedaj tudi ni nič bolje. Od septembra sem na biorezonanci, kjer so se pokazale tudi glivice v telesu ter preveč aluminija. Sedaj je stanje na dlaneh, izpuščaji so tudi na levi dlani, res kritično in srbečico ublaži le še krema s kortikosteroidi in antihistimatiki. Na temo alergij in intoleranc sem imel že veliko pogovorov, vendar se res vrtim v začaranem krogu. Hvala za odgovor. Pravi, kuju bi na dlani gledal kot na pomemben podatek o meji med vami in okoljem. Ker koža je najbolj zunanja plast telesa in dlan je tukaj še posebej pomembna, ker z njo delamo, prijemamo, držimo, čistimo, pomagamo, tudi odrivamo, sprejemamo, varujemo in se dejansko dotikamo in vplivamo na svet. Hkrati pa seveda tudi svet vpliva na nas. Zdaj se potem na dlaneh težave pogosto ali pa praviloma pokažejo, če je stik z okoljem za telo premočan in preveč ponavljajoč ali pa premalo jasno urejen, se pravi, da nas okolje najeda. In to najedanje okolja lahko potem v fizični obliki vidimo na koži rok. In pri takih stvareh se vedno dobro vprašati, kaj bi moral početi ali narediti, ali se bi mi moralo zgoditi, da bi dejansko imel določen vpliv name, ki bi utemeljil, zakaj imam takšne dlani. Seveda, ker tega itak niste naredili, ker drugače bi vedeli, pa ne bi niti pisali, lahko potem gledate, katero vedenje, kateri odnos ali odnosi so tisti, ki na vaše telo na kroničen način vplivajo, brez da se vi tega zavedate, telo pa pokaže posledico. Kar pomeni, da težava tukaj ni samo psihično odnosna, ker pač koža je dejanski realen telesni organ, ki potrebuje tudi dermatološko presojo, ki ste jo že opravili, rab zaščito pred dražili, za katere se zavedate, da vas dražijo, od čistil do drugih stvari, za katere veste točno, da stanje poslabšajo, se pravi, treba tukaj urediti sem, ni pa to običajno dovolj, ker če bi bilo dovolj, bi se stanje tudi uredilo. Potrebujete še vedno pravilno nego, jasno ugotovitev, ali imate ekscem, ali imate kontaktni dermatitis, ali imate glivično okužbo, ali imate alergijsko reakcijo ali pa kakšno drugo stanje. V AEQ-ju bi vas pa pol vprašali še, zakaj se ta meja med vami in okoljem na področju vaših dlani tako dolgo ne umiri, ne uredi in kaj vam mora telo skozi vašo kožo oziroma stanje kože vedno znova povedati. V AEQ-ju kožo dojamemo kot membrano, membrana ima pa nalogo, da določa, kaj v telo pride, kaj ostane zunaj njega, koliko stika je primerno in kdaj je treba ta stik zaključiti, in če to urejujemo, tako kot bi odrasla odgovorna oseba morala imeti dovolj močen vpliv na okolje, da zazna, kaj jo najeda v okolju in da zna določiti, zakaj jo najeda, ter kako bi se morala drugače odzvati, da bi to najedanje dolgoročno zmanjšala ali pa ga preprečila. Potem seveda pride do spremembe strukture membrane, ker se spremeni njena funkcija, ki pa ni taka, kot sem prej povedal, da bi bila membrana zdrava.
ker zdrava membrana ni neka trda stena ali pa nek termosflaša ali pa nekaj podobnega. Hkrati pa tudi niso odprta vrata, da gre tako kot na železniški postaji vsakdo not ali pa ven, ker je dejansko in mora biti živa meja, ki zna sprejeti, spustiti, zadržati ali pa zavrniti. In če je to možno in v glavnem dosegljivo, je tudi koža zdrava, ker je zdrava njena funkcija in ker je zdrava njena funkcija, tudi seveda zdrava njena struktura in ko kožo pogledamo, deluje zdravo. V nasprotnem primeru pa seveda, če njena funkcija ni takšna, kot sem zdaj povedal, pomeni pa, da ima okolje na kožo jedek vpliv, jo najeda, jo razjeda, funkcija trpi, oseba ne more ukrepati, da bi to razjedanje, najedanje odpravila, uredila, preusmerila in potem, če to dovolj dolgo traja, seveda pride do takih stanj in ko pride do membrane na dlani, da je preobremenjena, je podobno, ko recimo, če nekaj delate, pa pride do velike obremenitve kože na dlani, dobite žulj, pa se tudi ne sprašujete, koliko pa da imam žulj, ja, pač imate ga, ker ste delali na neutrjen način, neprimerno orodje, nepravilna drža, preveč, predolgo in tako naprej. Tukaj se bolj isto pojavlja, lahko srbenje, pokanje, luščenje, mehurčki, razno vnetje in telo s tem pokaže, da stik z nečim je predolg, prepogost in premočan. In na vašem mestu bi se vprašal, kaj vaše dlani že dolgo delajo namesto vašega glasu, namesto vaše meje, ki bi jo morali postaviti, namesto počitka, ki bi si ga morali vzeti, ali pa namesto jasne odločitve, ki bi pa seveda od vas zahtevala določeno raven čustvene in telesne zrelosti, ker jasna odločitev ni samo dejanje, ampak je tudi zavedanje posledic tega dejanja, tako za vas kot za druge. In če se teh posledic zavestno ali pa podzavestno bojimo, potem to odlagamo in nekaj, kar ni v redu in bi rabili sprejeti jasno odločitev ter narediti dejanja in spremembe, ne naredimo in potem nas to najeda kronično in pride potem do kroničnih sprememb kože na dlaneh. Ker ravno roke pogosto prevzamejo nalogo, ki bi jo moral prevzeti celoten odrasel del človeka, in roke, sploh, ki so na podzavestni ravni navajene te funkcije že odprej, ali pa so videle, da se na tak način to rihta pri starših, ko ste bili otroci, pogosto čistijo, čeprav bi oseba mogla reči, da je dost. Roke še zmeraj pomagajo, čeprav bi morala oseba iti počivati. Roke držijo določen odnos, čeprav bi bilo treba v tem odnosu povedati resnico in bi lahko ta odnos tudi se razšel začasno ali trajno. In če se tega bojimo zaradi strahu pred zapuščenostjo, potem z rokam zlorabljamo dlani, da držimo nekaj, kar bi morali urediti na drugačen način, ne skozi držanje rok, in seveda se potem tudi spet na rokah opazi. In recimo roke popravljajo določeno stanje v okolju, ki je nastalo zaradi neurejenih meja. Roke lahko nosijo določeno skrb, čeprav bi morala ta biti izrečena, skrbi me, dajva se pogovoriti, dajva najdeti boljšo rešitev, dajva doreči določen sistem odnosa, določen sistem dela, ki bo poskrbel za skrbi. Potem, če poskrbite za skrbi, jih ne rabite več nositi na rokah in te skrbi, ki so toksične že same po sebi, in če jih imate kratek čas na rokah, je še v redu, če jih imate pa kar naprej, dan za dnem, mesece za mesecem, leta za letom, potem pa je logično, da bojo dlani bile takšne, da vam bojo dale jasno vedeti in čutiti, da to tako ne gre naprej. Seveda je pa potem tukaj potrebno iz AIQ vidika iti vedno v večanje sposobnosti odgovora, bolj točnega in jasnega odgovora na dva osnovna vprašanja. Prvo je, kako sem, drugo pa je, kaj delam. In tem služijo AIQ vaje.
da lahko skozi njih v bistvu povečate vpliv telesa na zavest in sprejemanje tega vpliva iz telesa na zavestni ravni, brez da se borite proti tem povečanju zavedanja ali pa od njega bežite. In recimo pri vas bi bilo dobro opazovati zunanji stik, kaj prijemate, s čim se ubadate, kaj prihaja z vami v stik, ker treba je pač pol opaziti, kaj vam škoduje, kaj vam koristi. In seveda tukaj potrebujete manj senzorno-motorne zastrtosti med dlanmi in zavestjo. Druga raven, ki bi jo bilo dobro pogledati, je notranji pritisk, kaj se v telesu zgodi pred izbruhom stanja na dlaneh, ali imate več srbenja po določenih odnosih, po določenem konfliktu, po določenem delu, po določenih skrbeh, po določenih napetostih, imate mogoče pred tem, ko pride do poslabšanja stanja na dlaneh, eni ali drugi, občutek krivde, občutek nemoči, zadržana jeza ali pa imate dan, ko ste preveč naredili z rokami, zato da je nekdo drug naredil manj, čeprav bi moral narediti več, ali pa da ste premalo povedali z glasom, pa ste potem bili tiho, pa ste rajši prijeli stvari v roke, pa to živčnost, napetost, notranji nemir dali ven skozi neko delo in seveda ste zlorabljali delo. Zloraba dela se prenesla na zlorabo dlani, pa pol naslednje dni zelo jasno občute in vam telo hoče dopovedati, ne delaj tako, ne delaj tega, če nočeš imeti teh in teh težav. Ker ravno na koži se pogosto pojavi problem, kadar oseba ni sposobna ali pa njeno okolje, v katerem deluje, živi in ni sposobno na dovolj zrel in odrasel način stvari urediti skozi besedo mejo oziroma ali pa odločitev. Tretja raven je pa ponavljanje, ker ta vnetje na koži se nikoli ne zgodi samo zaradi enega samega dneva in kronična težava vedno kaže, da je tak stik z okoljem ponovljiv, da se ponavlja, in potem je treba pogledati, kaj vsak dan počnete prevečkrat in predolgo, ali preveč prijemate, ali preveč urejate, ali preveč čistite, preveč pomagate, zadržujete, ali pa predolg delate, oziroma prepozno končate. In tukaj vidite skozi to ponavljanje, da je taka meja že dolg preobremenjena. In pri taki težavi je cilj ta skozi IQ, da povečate telesno in čustveno zrelost, da dlan ne bo več primarni organ, ki mora vam povedati dovolj je. Ampak da skozi povečevanje sposobnosti čutenja in soočanja in sprejemanja tega, kakšni ste in česa je dovolj in česa je premalo, lahko potem to nalogo, ki jo zdaj opravljajo primarno dlani, povečano prevzame vaša zavest, vaš glas, vaš čas, ki ga imate na voljo, vaš počitek, mejo, ki jo znate bolj postaviti, in potem tudi bolj jasna odločitev. In ker bolj, ko veste, kako sem in kaj delam, prej začutite, kdaj je preveč, ali pa uredite prej, in na tak način koža ni toliko obremenjena in potem seveda tudi nima več takšnih posledic in se stanje postopoma umiri, potem pa tudi izboljša. Hvala lepa.